Danes beremo poezijo Saše Vegri. Gre za zabavne, igrive in pomenljive pesmi za otroke in mlade. V naročju kamenčkov sta počivali Zana in Jasna. Kako se dela otroke? Otroke se dela lepo, počasi in pomalem, ker so majčkeni. Otroke se dela s posluhom zato, Da bi bili lepi, da bi bili srečni in da bi bili večni. le zakaj niso večni. Še dobro, da je tale hudomušna in izvirna zbirka zapisana, ker lahko tako, za razliko od otrok, kljubuje času in se dotika večnosti. Zana, kako se je dotaknila tebe? Ja, mene se je dotaknila na en tak zelo pozitiven način. Zelo mi je bila všeč tale pesem Prijatelj, ker so prijatelji zelo pomembne osebe v našem življenju. V bistvu ta pesem opisuje značilnost prijatelja in najbolj mi je bil všeč tale vers, da je pravi prijatelj vedno tak, kamor ne upaš sam, in to je v bistvu res, ne? Tako da ja. Pesmi so zelo duhovite in hkrati tudi globoke in vse te pesmi je zbral in uredil dr. Igor Saksida. V komentarju pa je zapisal takole. Poezija nikoli ne bo hamburger, ki bi se prodajal na tržnici za mimoidoče, ki so tako mimogrede po naključju sestradani verzov. Danes deli z nami več o tem, kaj se skriva za to pomenljivo povedjo. Pa mu kar prisluhnimo. Poezija ni hamburger, zato ker hamburger goltamo, ne da bi ga dobro prežvečili. Verze pa je treba natančno pregrizniti, besede okušati, jih povonjati, v njih uživati. Branje poezije je odločitev, ne nuja. Branje poezije je za izbrance, ne za široke množice. Hvala lepa, Igor. Zana, kaj meniš ti, hamburger ali slow food, kot pogovorno rečemo? Ja, jaz imam rada oboje. Včasih mi zapaše hamburger, da na hitro poješ pa greš. Včasih pa tudi slow food, da uživaš, počasi ješ. Mislim, da hamburger je zelo podoben tej neki lahkotni literaturi, po kateri večkrat posežemo. Ne rabiš biti toliko pozoren, ko jo bereš. Ta poezija zahteva pa zelo veliko pozornosti, ko jo beremo zelo počasi, pa večkrat ne moramo prebrati, tako kot slow food. Ja, tako kot za dobro hrano si moramo tudi za dobro literaturo vzeti čas. Ja, najlepša hvala, torej Jasni in Zani. Vprašanje pa se glasi takole. Kaj želi ponazoriti urednik z domiselno primerjavo poezije in hamburgerja? A. Poezija je v vsakdanjem življenju težko dostopna. B. Branje poezije je namenjeno predvsem uživanju in sprostitvi. C. Poezija ne more potešiti telesne lakote. Ali D. Za uživanje v poeziji je potreben večji časovni vložek. Kaj torej pomeni ta primerjava? Kaj to je? Rumeni pravite B, vijoličasti pravite D. Poezija za razliko od hamburgerja zahteva čas, premišljenost in poglobljeno branje. Ni nekaj, kar bi lahko kar na hitro pogoltnili. Da bi jo resnično užili, si moramo zanjo vzeti čas. Pravilen je odgovor D, ki prinese 5 točk Dolencem.